Zdi se, da so Združeni arabski emirati našli način, kako se izogniti zadnjim iranskim napadom. Potem, ko so bili na začetku vojne napadeni z skoraj 3000 iranskimi raketami in droni, Emirati niso bili neposredno tarča v zadnjih izmenjavah, tudi ko je Iran napadel Bahrajn, Kuvajt, Katar, Oman, Savdska Arabija in Jordanija. V zadju naj bi Abu Dhabi previdno znova odpiral diplomatske in gospodarske kanale s Teheranom, medtem ko Združeni arabski emirati hkrati krepijo svojo obrambo z Izraelom in Združenimi državami. To je za Emirate pravo lovljenje ravnotežja. Tukaj v studiu sem še vedno z Malikom in Jakovom. Malik, kako Združeni arabski emirati ponovno vzpostavljajo odnose s Teheranom, hkrati pa se še bolj zbližujejo z Izraelom, Združenimi državami in te tesne vezi tudi javno izpostavljajo. Kako jim uspeva hoditi po tej tanki črti? No, mislim, po 5 mesecih te vojne so Emirati razumeli, da morajo na tak ali drugačen način imeti opravka z Iranom, ker so videli, da so Izraelci in Američani, v bistvu pa Američani, ustavili to vojno in šli v pogajanja. Medtem ko je imel Iran še vedno svoje rakete, še vedno svoje brezpilotnike in so potrebovali to vrnitev v normalno življenje v Dubaju, kjer poslovneži in direktori ter seveda vplivneži iz vse regije prihajajo v Dubaj in iz njega ustvarjajo poslovno središče, kakršnega si želijo. In to so si tam predstavljali že desetletja. To je tisto, kar jih je zdaj spodbudilo, da zdaj znova vzpostavijo odnose z Iranom. S temi odnosi nasplošno ne dejansko pogovori, ker vidimo, da trajekti že vozijo iz pristanišča v Dubaju v Iran, prevažajo blago in ljudi v Iran. 20 000 ljudi, ki so bili izgnani iz Dubaja v prvih nekaj tednih vojne, kot kazen za Iran, so bili vrnjeni. Pravzaprav govorimo o delavcih. Govorimo o ljudeh, ki so bili koristni za iranski režim, zdaj pa so spet v ZAE. In po besedah enega od vodilnih emiratskih uradnikov, ki je danes dejal, da je bila ta vojna streznitev za vse. Trda drža je bila prva faza vojne, na to smo pokazali pragmatizem. Ne držimo se odločitev, prilagajamo se. To je tisto, kar on pravi. Z drugimi besedami, samo poskuša upravičiti, zakaj za vraga po toliko raketah, 500, 600 raketah, mislim, so bile izstreljene nazaj od njihovega soseda, zdaj ponovno vzpostavljajo te odnose. To je seveda za mnoge Izraelce in Američane zelo razočarajoče. Ampak moramo se postaviti tudi v kožo Emiračanov, kjer pravijo, da Američani ne nadaljujejo, ne dokončajo recimo dela po eni strani in da zapuščajo regijo, da se sama spopade z Iranom, z zdajšnjim režimom IRGC. Zelo zanimiv razvoj, kot pravite, glede na to, da so bili Združeni arabski emirati prizadeti bolj kot katerakoli druga država v regiji. Bolj kot Izrael. Točno tako. Kot Izrael v najhujšem delu te vojne. Jakov, odkar se je teh 40 dni vojne zaključilo, so različna poročila nakazovala, da so Združeni arabski emirati Iranu dejansko neposredno vrnili udarec. Ni uradne potrditve strani ZAE. Toda glede na ta poročila, ki so se pojavila, ali bi to lahko spremenilo tudi iranske izračune pri obstreljevanju drugih zalivskih držav poleg ZAE? Saj naj bi vedeli, da Emirati vračajo ogenj? No, ne vem, če bo to spremenilo njihove izračune, vendar mislim, da bo to pokazalo odločevalcem v Teheranu, da so njihovi poskusi, da bi zalivske države v bistvu oddaljili od Združenih držav, neuspešni. Želeli so, da bi zalivske države obžalovale svojo odločitev, da gostijo ameriške baze in tesno sodelujejo z Izraelom. V bistvu poskušajo ustrahovati zalivske države, države sveta, za sodelovanje v zalivu, da bi se oddaljile tako od Združenih držav kot Izraela. To je bil cilj celotnega raketnega napada. Veste, ko so ljudje govorili, da je bilo vse skupaj divje in neusklajeno, sem jaz od začetka govoril, da je tukaj zelo jasen cilj. Dejstvo je, da se zdi, da je ta cilj spodletel, ker čeprav Združeni arabski emirati igrajo na več konjev in veste, mislim, da je naravno za zalivske države, ki imajo Iran na drugi strani zaliva, da govorijo z več glasovi. Ko morajo krmariti ob takem nasilnem sosedu, ki jih neprestano terorizira in jim grozi. Tako da, kot je rekel Balil, veste, razumemo, odkot prihajajo iz njihove perspektive, ampak mislim, da če pogledate skupni seštevek njihovih dejanj in izjav, so
ne le, da še naprej gostijo ameriške baze, ne le, da se Združeni arabski emirati še naprej približujejo Izraelu. Imeli smo več poročil o tem, da so Združeni arabski emirati postali bolj odvisni od izraelskih sistemov zračne obrambe in obstaja izmenjava obveščevalnih podatkov. Torej, se zdi, da je celoten iranski cilj tukaj propadel. Ne vidim, da bi zalivske države se oddaljevale od Amerike. Ne vidim, da bi Združeni arabski emirati se odmikali od Izraela. To so bili glavni cilji Irana in ne vidim, da bi bil kateri od teh ciljev dosežen. Pomembna točka, ki jo moramo izpostaviti, ko še naprej spremljamo, kako zalivske države trenutno obvladujejo to krizo. Nadzor nad Hormuško ožino pa še vedno ostaja eno ključnih spornih vprašanj. Oman naj bi Iranu poslal predlog za skupni mehanizem za upravljanje Hormuške ožine s prostovoljnimi pristojbinami. Na ta način Iran ne bi imel izključnega nadzora nad to morsko potjo. Ta predlog temelji na Malajski ožini med Malajskim polotokom in indonezijskim otokom Sumatra. Ladje, ki uporabljajo to ožino, prostovoljno prispevajo denar za financiranje navigacije, varstva okolja ter iskanje in reševanje. Ni uradnih informacij iz Omana, vendar je iranski zunanji minister Abbas Araghči v ponedeljek opravil ločene pogovore s svojima kolegoma iz Omana in Saudske Arabije. Za več informacij se nam zdaj pridružuje nekdanji ameriški veleposlanik v Omanu Mark Severs, ki se nam oglaša iz Abu Dabija. Veleposlanik Severs, veseli smo, da ste z nami na i24 News. Ta predlog naj bi že imel regionalno podporo. Ampak iz perspektive Omana, kaj ima Oman od tega, da spodbuja takšen mehanizem? Naj se malo vrnem nazaj in na hitro komentiram prejšnji pogovor, ki sem ga poslušal. Prosim. Ne bi imel ene zgodbe v Financial Times, ki je zelo zanimiva zgodba in ima veliko virov. Vendar je ne bi vzel kot dokončen opis politike zdaj. Obstajajo razlike, zagotovo, med Dubajem, ki je že desetletja zelo tesno gospodarsko povezan z Iranom in ima zelo veliko iransko prebivalstvo, in Abu Dhabijem, ki je politična prestolnica. In kar mi pravijo je, da do Irana ni prav nobenega zaupanja. To ne pomeni, da nimajo kanalov za pogovor in določene vrste sodelovanja. Ampak sem nekoliko skeptičen glede obsega prilagoditve v emiratski politiki. To me pripelje do vprašanja Omana. Poglejte, Omančani in Iranci so se v skupnem upravljanju Hormuške ožine pogovarjali skoraj od začetka konflikta. Mislim, da je bilo že nekje sredi marca, ko je prva omanska delegacija odšla v Teheran, da bi o tem razpravljala. Omančani so pred približno tednom dni predstavili precej podobno idejo, nato pa so jih zadeli balistične rakete. Zelo blizu meje z Emirati na polotoku Musandam, ki je tisti del omanskega ozemlja, ki meji na Hormuško ožino. Torej, je tukaj očitno zelo zapletena igra med Omančani in Iranci. Iranci poskušajo ustrahovati in pritiskati na vse. In ko veste, iranski zunanji minister reče, da obstaja regionalna podpora za to. Resnično dvomim v to. Dejstvo, da so morda imeli pogovor s Saudsko Arabijo, še ne pomeni, da obstaja regionalna podpora. Osnovno vprašanje tukaj je, da nihče ne želi, da bi Iran ohranil nadzor nad Hormuško ožino, ko bo to mimo, in nihče jim ne želi dovoliti, da bi pobirali pristojbine, za kar še naprej vztrajajo, da imajo pravico početi. Ključno je, da Iran ne bi imel izključnega nadzora nad to vodno potjo. Toda po tem predlogu naj bi jo upravljale zalivske države, natančneje Oman in Iran. Ampak kdo lahko reče, da v ozadju Iran teh držav silo ne ustrahuje, da bi še vedno ohranil popoln nadzor, tudi če to ni nujno zapisano na papirju? No, prav to je pripeljalo do propada memoranduma o soglasju. Združene države so mislile, predsednik Trump je mislil, da imamo dogovor z Iranom, da ne bodo streljali na ladjo v ožini in da bo ta odprta. Omanci in Iranci so imeli svojo razlago, in sicer, da jim je memorandum dal mandat za nadzor ožine. In v besedilu je nekaj besedila, ki podpirajo to stališče. Mislim, da ni bilo dobro izpogajano. In ko so videli, da ameriška mornarica spremlja ladje skozi omanske vode, so začeli streljati nanje.
In to je pripeljalo do tega, da je Trump pred nekaj tedni ponovno začel z bombardiranjem. Zato verjamem, da Iran ni zaupanja vreden. Mislim, da je to mnenje, ne vem, a zagotovo je to stališče ameriške vojske. Mislim, da je ameriška administracija glede tega nekoliko razdeljena. In mislim, da je to tudi prevladujoče mnenje v zalivu. Takšno zagotovilo bi torej države zaliva, bi Združene države iskale, da bi zagotovile, da se ne bo ponovilo kot pri memorandumu o soglasju. Osebno mislim, da moramo še naprej slabiti iranske zmogljivosti za napade na ladijski promet. To je bilo v središču večine bombardiranj v zadnjih 2 tednih, nato pa se je ustavilo. In mislim, da je to prava pot. Nadaljujte s tem. Jih čim bolj oslabite. In ko ugotovijo, da ne morejo izvajati takšnih operacij, potem bodo morda bolj razumni pri poskusu dogovora. To je moje mnenje. Prav. Veleposlanik Mark Severs, veseli nas, da ste z nami in da slišimo vaš pogled o tem, kaj se trenutno dogaja v in okoli Hormuške ožine. Hvala, da ste bili z nami na i24 News. Z veseljem.